povšečen ukrep brez kakršnih koli pozitivnih učinkov. Našo vladno koalicijo bi rad opomnil, da so občine, zlasti male občine na podeželju nastajale predvsem tam, kjer so bili določeni kraji pozabljeni od centrov moči oziroma od centrov upravljanja. In to je bil glavni razlog, zakaj so nove občine nastajale, ker so se tudi nekoliko bolj odročnejši kraji hoteli in želeli enakomerno razvijati in si niso želeli biti peta vas nekje pozabljena. Občine danes predstavljajo glavno gonilo razvoja, praktično so edine, ki še investirajo v infrastrukturo in nenazadnje ne smemo tudi pozabiti to družbeno noto občin, da povezujejo društva, da jih sofinancirajo, da jih spodbujajo in to je še zlasti zelo pomembno v malih občinah. Mislim, da bi prav takšen ukrep, kot ga predlaga vlada, prizadel tudi družbo kot celoto, ne samo neko institucijo in zaposlene, ki delajo na teh občinah. Vlada je pozabila, oziroma vladna koalicija, ki je po podatkih, ki smo dobili strani medijev, da je koalicija soglasna glede tega, je pozabila tudi, da so občine nastale na podlagi volje ljudi, torej na podlagi referendumov. In če smo količkoj demokrati, potem tako, kot so te občine nastale, pričakujem, da bodo tudi razformirane. Če so nastale na podlagi referendumov, potem ni druge opcije, kot da enako se tudi razpustijo. Glede na to, ker sem pa prepovedal, da predstavljajo gonilno silo, pa ne pričakujem, da bi bili ljudje zainteresirani za to, da bi se občine razpustile. Zdaj, če vlada ocenjuje, da sedanja lokalna samouprava predstavlja prevelik strošek v sedanjem proračunu, potem ima mnogo boljše in tudi bolj prefinjene možnosti za zniževanje tega stroška, ne pa za ukinjanje, ne pa da se loti najprej ukinjanja. In bom pomagal in bom navedel samo dva. In sicer lahko spodbuja in naroča v navednicah občinam, da se lotevajo in prizadevajo za skupne občinske uprave. To bi konkretno zmanjšalo strošek, ki ga država namenja za delovanje lokalne samouprave. Druga stvar, ki je nekoliko bolj trda, lahko bi se poslužili tudi zmanjševanja glavarine, ki ga občine dobijo za svoje delovanje. To sta zgolj dva orodja, s katerim bi sedanja vladna koalicija lahko zmanjšala strošek lokalne samouprave, vendar še vedno ohranila sedanje število občin. Zaradi vsega naštetega seveda v NSi pozivamo vladno koalicijo, da vendarle odstop od namere, da zmanjša število občin na 120 in s tem si prihrani eno dodatno fronto, ki jo v tem trenutku resnično ne potrebuje. Jaz mislim, da to ne more ne rešiti slovenskih javnih financ, ne more rešiti slovenskih problemov, lahko pa vnese en kup nezadovoljstva, en kup razočaranja, en kup dodatnih konfliktov, ki nam bodo vzeli energijo in moč za delo na drugih področjih, ki so veliko bolj problematične in tudi urgentnejša za reševanje. Toliko na kratko. Morda še kakšno vprašanje? Ja, se nam zdi po tem številu 212 občin za površino Slovenije pravšno število, to pravo, mislim, je primerno, premalo, preveč. Glede številke ima lahko vsakdo svoje mnenje, ampak dejstvo je, da so vse te občine nastale na podlagi želje ljudi. In jaz sem po naravi demokrat in kot demokrat sem dolžen spoštovati voljo ljudi. To je vse.